In s tem me je tako nasmejal, da sem v trenutku prestavila druge reči in pristala, ker sem si rekla, da z nekom, ki me že zdaj nadaljavo tako nasmeje, bo zagotovo zabavno preživeti skupen večer. Za izbiro portala OnaOn sem se odločila, ker sem iz več koncev slišala, da kdor želi pogledati, kje so tisti resni, ki jih zanimajo neke take bolj resne zveze, pa najprej izkusijo OnaOn. In tako sem nekega silvestrskega večera na prehodu iz 2019 na 2020 pokukala, če so pa tam res tisti resni. Jaz sem se pa odločila tudi po dolgem premišljevanju, kje, kaj, kako najdeti. In ko sem govoril z prijatelji različnimi, mi je eden od njih svetoval, da grem na ta portal OnaOn. Na silvestrski večer, ko sem ostal sam, sem dejansko bil malo bolj aktiven na tem portalu. Moj portal je bil tudi že opremljen z slikico. Praktično sem imel vse gor, kar je portal priporočal za nadaljnje dobre sodelovanje ali pa pridobitev morebitne partnerice. Nadaljevanje sodelovanja z portalom je bilo na novoletni dan, ker sva se z mojo partnerico malo večkrat izmenjala izkušnje in pa v bistvu tudi izvedla spoznavanje samega sebe in pa spoznavanje ene. Me je ujel z enim tako lepim sporočilom, da se mi je zdelo vredno odpisati, ker mi je poslal čudovito silvestrsko voščilo. In ko sem prišla z enega spontanega, prej nenačrtovanega silvestrovanja s prijatelji, je moje zanimanje za portal malce upadlo, ampak se mi je zdelo, da njemu pa še res moram odpisati, ker mi je tako lepo napisal. In tako sva vzpostavila prvi stik. Naj se ti moj silvestrski poljub dotakne, da bo vse dobro v novem letu, da bo srečno in če bom del sreče tudi jaz, potem bo sreča za najoba. Nekaj v tem smislu. Tako, v tem stilu. In ker si služim kruh z besedami, me je tako prevzel, toliko sem razmišljala, toliko krat prebrala, da sem rekla, ampak na tako lepo, na tako prijazno voščilo, če se je nekdo tako potrudil zame, je pa vredno odgovoriti. In sem mu odpisala in tako je steklo prvo dopisovanje na novoletni dan lani. Prvi zmenek v živo je sledil zelo hitro. Praktično na ta novoletni dan sem Karli povabil, če ima možnost v naslednjih dneh na moje povabilo se odzvati na kavico. In pa, ker tega se nisem uspel dogovoriti, sem jo povabil na večerjo. In na veliko srečo sva se v živo videla že naslednji dan. Mene je strašno zabaval, ker me je povabil na kavo. Jaz pa takrat, sem bila ponovoletno razigrana, imela sem še ene druge dogovore in sem prijazno odklonila. Povabil me je še enkrat in sem spet rekla, da ne utegnem takrat. In potem je Peter napisal, že vidim, tebe je treba povabiti na večerjo. In s tem me je tako nasmejal, da sem v trenutku prestavila druge reči in pristala, ker sem si rekla, da z nekom, ki me že zdaj nadaljavo tako nasmeje, bo zagotovo zabavno preživeti skupen večer. Vsem, ki iščejo ljubezen, pa ne bodo to mlada dekleta, malo starejše, ali pa mladi fantje, pa mi malo starejši, je to le ena resen portal, da zagotovo imaš možnost na njemu najdeti tisto, kar pač si želiš. S tem, da portal še spodbuja za raznimi nasveti, ko sem jaz dobil nasvet, da res slikice ne bo šlo, tako je še mnogo nasvetov, ki jih tisti moment nisem niti prebral,
in potem je tudi ta ljubezen prehitro preskočila, da bi jo še bral. Ja, tudi jaz se strinjam s Petrom in sem absolutno mnenja, da kdorkoli išče resno zvezo, resno pravo ljubezen, je lahko hvaležen, da imamo v Sloveniji portal, kot je onaon.com. In vsekakor priporočam, nimate kaj izgubiti, lahko pa veliko pridobite, popolno ljubezen.